Draga Božja družina, sveti večer, spominjamo se in praznujemo Jezusovo rojstvo. Naša srca so lahko hvaležna, da je Bog prišel na ta svet in razodel pokazal svojo dobroto, milost, ljubezen do izgubljenega človeka. Dajmo slavo, čast in hvalo našemu Bogu skozi slavljenje. Preden pa bomo to storili, prisluhnimo dogodkom, ki so se zgodili v Jezusovem času. Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: Ne bojte se, glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Time.
Jezus, hvala ti, da te lahko slavimo in častimo. In se ti zahvaljujemo, da si ti prišel na ta svet kot zveličar in odrešenik, na ta sveti večer. Hvala ti za vso milost in dobroto, ki si jo prišel razodeti in na koncu umreti za naše grehe. Amen. Da, Jezus je prišel kot največje darilo, vsakemu ponuja večno življenje. On nam daje življenje. On nam daje tudi darove in talente, s katerimi mu naj služimo. Tako prisluhnimo pesmi Vincent. Čas teče in jaz se vračam. Minute se prelivajo v ure in jaz se vračam. Manjšam se in se sprevračam v spomine. Sprehajam se po svojih brazgotinah in se oziram nazaj na vse tiste neznosne bolečine. Čas teče in jaz se vračam. Skozi gosto meglo lastne mi volje, skozi mrak in vse otopele večere. Minute se prelivajo v ure in jaz se vračam. Vsak korak v meni povzroči tektonski premik in nekdo mi odpira oči, čas teče in jaz drvim z njim. Drvim med vejevjem lastnih obsodb, se zapletom pajčevino strahu in se drobim. Na tisoče trenutkov življenja, upanja, hrepenenja. Čas teče in jaz se vračam. Na začetek, k rojstvu. Prvi vdih in prvi izdih nebeške ljubezni v ta oskrunjeni svet. Oči se odpro, v njih odsev resnice švigne v naše svetovje kakor žareči komet. Drobno telesce, ovito v prerokbo, da kri, ki v njem žubori, na veke usahla življenja zmago poji. Čas teče in jaz se vračam. K dnevu, ko je to rojstvo v meni povzročilo smrt, ko je preminil vsak dvom, ko je uvela sleherna laž in je pognila tema mojih noči, vračam se k dnevu, ko je to rojstvo prineslo mi spoznanje, mi dalo svobodo, prostost in milosti dom. Ko je ta plemenita kri za zmeraj odvzela vsak strah in greh mojih dni. Dete, tajinstveno rojeno pod sojem betlehemske zvezde, utelešena resnica, žrtvovano jagnje, obojen od mrtvih Bog. Vedno znova se vračam k tej noči, k tistim jaslim, k prvemu dotiku Božjega zemeljskim. Vedno znova se vračam k svojemu odrešeniku in presunjena nad Božjo veličino, brezmejno hvaležna za njegovo odkupnino, praznujem njegov rojstni dan in se spominjam. Kaj vse je to rojstvo porodilo v meni? Radost in smeh, polnino dni in svobodno srce, zmago in vero, ljubezen in smisel in lahkotnost noči, svetlobo in neusahljivi vir moči. Kakor tisti krat modreci, prinašam udar mu svoje srce, da ga izkleše, preoblikuje. Kakor pastiri ob tisti uri hitim, da počastim njegovo ime, kajti Jezus rojstni dan praznuje. Sveci, sveci, pred teboj poklej, ka moj
besedo vse, mogočni Bog, zljubil si me in poklical me po imenu si. Emanuel, Božji sin, me zapustil ne bo. Moj Bog in kralj, nad mano ti bediš. Emanuel, Emanuel, Božji sin, me zapustil ne bo. Moj Bog in kralj, nad mano ti bediš. Emanuel. Svet si, Bog mogočni, nihče nikakor ti. 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 Emanuel, Božji sin, me zapustil ne boš. Moj Bog in kralj, nad mano ti bediš. Emanuel, 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 Emanuel. Slava ti, Gospod. Mi častimo tvoje sveto ime, Gospod. Tvoje ime je Jezus Kristus. Ti si prišel kot nebogljeno dete, te svete noči, v jasli, v štalico, kjer te je tvoja mati Marija povila. In prišli so pastirji in se ti priklonili, Gospod. In ta večer, Gospod, se mi, tvoja cerkev, tvoje ljudstvo, želimo pokloniti. Želimo priti pred tebe s hvalnico, s čaščenjem. Mi ti želimo dati hvalo in slavo, ker si vreden. Ker si naše življenje, Gospod, odkupil. Ker si nam priskrbel večno življenje. Tvoje ime naj bo hvaljeno. Tvoje ime naj bo slavljeno. Naš Gospod, Jezus Kristus. Zato cerkev, dragi prijatelji, pridite, častimo. Častimo našega kralja. Častimo Gospoda nad gospodi. In poveličujmo ime, ki je nad vsakim imenom. Jezus. Haleluja.
kristjani, z radostjo navdani, pridite k Jezusu. Verni hitite, srce mu odprite, pridite častimo, pridite častimo, pridite častimo Jezusa. Pridite, pridite častimo, pridite častimo, pridite častimo Jezusa. Vsem srcem ga slavimo, srcem ga slavimo, vsem srcem ga slavimo, vsem srcem ga slavimo Jezusa. Vsem srcem ga slavimo, vsem srcem ga slavimo, vsem srcem ga slavimo Jezusa. O Gospod, ti si vreden, ti si vreden. Ti vreden vsega si, ti vreden vsega si, ker vse od tebe je, naj za te bo vse, ti vreden si slave. Ti vreden vsega si, ti vreden vsega si, ker vse od tebe je, naj za te bo vse, ti vreden si slave, ti vreden si, ti vreden vsega si, ti vreden vsega si, ker vse od tebe je, naj za te bo vse, ti vreden si slave. Povzdigujem te, povzdigujem te, povzdigujem te, moj Bog. Povzdigujem te, povzdigujem te, povzdigujem te, moj Bog. Ti vreden vsega si, ti vreden vsega si, ker vse od tebe je, naj za te bo vse, ti vreden si slave. Pred približno 2000 let se je izpolnila največja obljuba vseh časov.
Bog je obljubil, da bo človeštvu podaril nekaj izjemnega. Mnogi izraelski preroki so že dolgo nazaj napovedovali prihod obljubljenega Mesije ali odrešenika. Takrat so ljudje že nestrpno pričakovali dan, ko se bo to zgodilo. Tudi Mariji in Jožefu je angel Gabriel obljubil nekaj čudovitega. Prav njiju je Bog izbral, da postaneta starša Mesije Jezusa. Marija je nadnaravno spočela po Svetem Duhu in postala noseča z dojenčkom Jezusom. Ko sta bila z Jožefom v Betlehemu, so se Mariji dopolnili dnevi nosečnosti in rodila je Jezusa. Ta Božja obljuba, stara več tisoč let, se je tedaj izpolnila. Veste, Bog se vedno drži svojih obljub. On je zvest in dober Bog, ki se vselej drži svoje besede. Čeprav Jezusovo rojstvo ni bilo nekaj fenomenalno, posebnega v smislu blišča in bogatstva, pa je to vseeno bil zgodovinski dogodek, ki je spremenil celotni potek zgodovine. Ta dogodek je bil tako pomemben, da so kasneje celo spremenili štetje let. Zato danes pravimo, da smo v letu 2020 po Jezusovem rojstvu. Bog nas rad obdarja. Kot dober oče, Bog ljubi obdarovati svoje otroke. V Jakobu 1:17 beremo o tem naslednje. Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od očeta luči. Bog resnično rad obdarja tebe in mene. Vsak dober dar in vsako popolno darilo, ki ga prejmeva, prihaja od našega dobrega nebeškega očeta. On uživa v tem, ko tebi in meni podarja darila. Božič je čas, ko praznujemo prav to. Človek je prejel največje darilo od našega dobrega nebeškega očeta. V 1. Janezu 4:9 beremo: Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. To, da je Bog poslal v naš svet svojega sina Jezusa, je velik pokazatelj čudovite Božje ljubezni do tebe in mene. Bog te resnično ljubi. Poznam majhne otroke, ki še ne razumejo točno, kaj pomeni prejeti darilo. Še posebej majhni dojenčki se velikokrat ne zavedajo naših daril. Nekateri izmed njih včasih se bolj igrajo z ovojem ali škatlo, kot pa z darilom samim. Vsi vemo, da je darilo potrebno odviti in vzeti iz škatle. Namen darila je, da se ga sprejme in uporablja ter tako razveseli človeka. Zato moramo najprej darilo vzeti iz škatle. Tudi Božje božično darilo je potrebno prvo sprejeti, odviti in vzeti iz škatle. Vendar se žal danes veliko kristjanov igra le s škatlo Božjega darila. Veliko ljudi ne spozna pravega namena, zakaj nam je Bog podaril to darilo, ali pa ne razumejo, kaj se skriva v tej škatli Božjega darila. Zadovoljni so z embalažo, vsebino darila pa mogoče nikoli ne spoznajo. Večina ljudi je že slišalo za Jezusa Kristusa, še posebej pri nas v Sloveniji, ki je še precej krščanska država. Toda Jezusa je potrebno sprejeti in doživeti v svojem srcu. Nič nam ne koristi, če o Jezusu le nekaj vemo, kljub temu pa pustimo zavitega v škatli pod božičnim drevesom. Spoznati moramo, kaj je Jezusov namen za naše življenje. V Janezu 3:16 beremo o tem naslednje. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje,
ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Ne vem, če v Svetem pismu obstaja vrsta, ki lepše opisuje namen za Jezusa v našem življenju. Bog Oče je Jezusa podaril človeštvu zato, da bi ti in jaz lahko imela večno življenje. V tej vrsti vidimo tudi, da je človek brez Jezusa pogubljen. Jezus je prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Brez Jezusa smo vsi ljudje izgubljeni in duhovno mrtvi. Kot vsako drugo darilo moramo ljudje tudi Jezusa sprejeti. Le če osebno doživimo Jezusa v našem srcu in verujemo v njegovo delo na križu, kjer je odplačal vsak naš greh, smo resnično izkoristili Božje božično darilo. Prej smo govorili o tem, kako otroci včasih ne vejo pravilno uporabljati darila. Veste, da tudi odraslih velikokrat ne izkoristimo darila, ki ga prejmemo. Nekomu lahko podariš posebno darilo, ampak ga ta oseba nikoli ne izkoristi. Eni celo podarijo prejeto darilo naprej nekomu drugemu. Tega enostavno ne razumem. Mogoče ste tudi vi že nekomu podarili darilo, ki ga ta oseba ni izkoristila. Verjamem, da je to za nas, ki smo to podarili, lahko precej zoprno. Ne razumemo, zakaj točno ta oseba ne uporabi našega darila. Mogoče nas to celo užali, če ljudje ne izkoristijo in ne uporabijo našega darila. Včasih se sprašujem, kako se mora Bog počutiti, ko mi ne izkoristimo njegovega darila. On je človeštvu podaril najbolj veličastno in najbolj dragoceno darilo, svojega lastnega sina. Toda žal se še preveč ljudi danes igra le s škatlo tega darila in ne doživi pravega pomena Božjega darila. Naš odziv pa naj ne bo tak. Zato sprejmimo Božje božično darilo, vzemi ga iz škatle ter doživi, kaj ima Bog pripravljeno zate. Povabi Jezusa v svoje srce in mu dovoli, da ti podari vse, kar ima Bog zate namenjeno. Božje darilo ima tako globok pomen. V njem se skriva toliko različnih aspektov in funkcij ter lastnosti. Ko to Božje darilo odvijemo, hitro spoznamo, da je ena izmed najbolj lepih lastnosti Jezusovega darila prav Božja prisotnost. V Mateju 1:22-23 beremo: Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Prebrali smo, da je eno izmed Jezusovih imen Emanuel, kar pomeni Bog z nami. On je prišel iz nebes na ta svet, da bi bil z nami. Kako dobro je to slišati, še posebej v tem času izoliranosti in osamljenosti. Čeprav Jezusa danes več ni fizično med nami, pa je še vedno prisoten Sveti Duh. Emanuel ali Bog z nami pomeni Božjo prisotnost, ki je ves čas z nami. Ta Božja prisotnost nam je ves čas na voljo. Jezus ni prišel, da bi ostal le zavita škatla pod božičnim drevesom. On je prišel, da bi vsak človek po veri vanj lahko vzel to darilo iz škatle in doživel njegovo prisotnost v svojem življenju. Emanuel vsakemu kristjanu, ki veruje Jezusu, daje čudovito obljubo in zagotovilo, da se več ne rabi sam boriti v življenju in ne rabi več sam hoditi po poti življenja. To dejstvo se v praktičnem življenju kaže ali uresničuje na naslednje načine. Prva stvar je, da nam Emanuel nudi pomoč. Hebrejcem 13:5 pravi: Nikakor te ne bom pustil samega,
nikakor te ne bom zapustil. Jezus nam bo vedno stal ob strani in nam pomagal vsem, kar počnemo. Nikoli ne rabimo sami iti v boje življenja. Gospod je vedno z nami in z njim smo mi močnejši. Z njim je vsak izziv življenja lažji in premagljiv, kajti on je vsemogočen Bog. Mislim, da je letošnje leto 2020 leto izzivov in težkih trenutkov. Bolezen COVID-19 je to leto obrnila povsem na glavo. Naši načrti so se lahko podrli. To, kar smo si želeli, se morda ni uresničilo. Marsičemu smo se morali tudi odpovedati in se še odpovedujemo. Mogoče si prav zdaj, v pravi krizi, sredi težkih trenutkov in izzivov življenja. Zapomni si, Emanuel želi biti vedno s tabo in ti želi pomagati v vsaki stiski. Drugič, Emanuel nam daje upanje. Matej 28:20 beremo. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Jezus nam v tej vrsti obljublja, da bo z nami vse dni našega življenja. Ta obljuba Emanuela nam daje upanje in zagotovilo za prihodnost, ki bo Gospod z nami. On želi ostati z nami skozi celo prihodnost. Danes je vse preveč ljudi brez upanja. Od veliko ljudi slišim črnoglede besede, ki ne kažejo upanja v dobro prihodnost. Toda Emanuel za nas pomeni najboljšo prihodnost. Ker je on z nami, smo mi na strani zmage in upanja. Čeprav je mogoče trenutno v tvojem življenju prava tema, obstaja čudovito upanje Jezusove luči. In tretjič, Emanuel nam prinaša mir. Janez 14:27 pravi: Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Eno izmed najmočnejših sporočil Božiča in prihoda Emanuela je Božji mir. Jezus je prišel, da bi nam dal njegov popolni mir. Ta mir poteši vsako dušo in nam da pravi počitek v Bogu. Ker je Jezus z nami, smo lahko mirni in brez skrbi. On se skrbi za nas, zato se nam več ni potrebno skrbeti na škodljiv način. Ta Božji mir, ki ga prinaša Emanuel, potrebuje prav vsaka oseba. Zdi se mi, da ljudje za letošnji Božič najbolj potrebujemo prav Jezusov mir. Okrog nas je toliko pritiska, toliko skrbi in stresa. Ljudje se zdaj še bolj skrbimo, kaj se bo zgodilo jutri. Emanuel pa je prišel na ta svet, da bi nam prinesel svoj popolni mir, ki ga ta svet ne more dati. Kot vidimo, je Božje božično darilo Emanuela zares izjemno. Ima zelo globok pomen in daje nam veliko blagoslovov, ki jih potrebujemo v življenju. To darilo je že pripravljeno. Bog je vse storil, da bi ga lahko prejeli. Tudi nas čaka to dragoceno Božje darilo v škatli pod božičnim drevesom. Od nas pa je odvisno, ali bomo resnično sprejeli to darilo in ga popolnoma izkoristili, kot je Bog to predvidel. Ne bodimo zadovoljni le z nekaj informacijami o Jezusu ali le s škatlo božičnega darila. Bog ima za nas pripravljeno toliko več. V tej škatli se skrivajo zares globoke stvari, s katerimi nas želi Bog blagosloviti. Zato se še danes odloči vzeti Jezusa iz škatle, sprejmi Jezusa v svoje srce in tako začni doživljati vse, kar ima Bog pripravljeno zate. Emanuel ti je blizu, tudi v tem času. Želi ti pomagati, ti dati novo upanje in ti prinesti popolni mir.
Amen. Če si želiš doživeti te stvari, ki nam jih Bog podarja preko svojega Sina Jezusa, bi rad zdaj molil skupaj s tabo. Dragi nebeški Oče, hvala ti za tvoje čudovito darilo, da si ti poslal na ta svet svojega Sina Jezusa, ki je postal Bog z nami, ali Emanuel. Hvala ti, Jezus, da si ti prišel in nam prinesel vse, kar mi potrebujemo. Hvala ti, Gospod, da nam ti želiš pomagati, nam daješ čudovito upanje in popolni mir, ki ga mi še tako potrebujemo v tem času. Gospod Jezus, ti vidiš naša srca in ti veš, kaj mi zares potrebujemo. In zdaj molim za vsako osebo, ki želi tebe doživeti, te vzeti iz škatle, izkoristiti v celoti to Božje darilo. Gospod, molim, da se ti razodeneš vsaki osebi, da spozna tvojo veliko ljubezen. In Gospod, da doživi vse to, kar imaš ti pripravljeno za nas. Jezus, hvala ti, da si nam ti blizu in da lahko vselej računamo s tabo. Gospod, želimo odpreti tvoje srce za vse stvari, ki jih ti imaš še pripravljene za nas. To življenje s tabo ni dolgočasno in mi se veselimo, da lahko hodimo za tabo, Jezus. V tvojem imenu to molimo. Amen.